Kroženje vode. Sončevi žarki segrevajo vodo, ki izhlapeva in se kot vodna para dviguje v ozračje. Z dvigovanjem se zrak ohlaja, vlaga v zraku se kondenzira in nastanejo oblaki. Voda se v obliki padavin vrne na zemljino površje. Del vode pronica pod zemljino površje in kot podzemna voda odteka v velike vodne površine, jezera, morja, oceane. Manjši delež vode se zbira v tekočih vodah in odteka v morja in oceane. Tako je vodni krog sklenjen. Egiptovski faraon. V času starega veka je Egipt vodil faraon. Bil je kralj Zgornjega in Spodnjega Egipta. Zgornji Egipt je bil ozko rodovitno območje ob zgornjem toku reke Nil. Spodnji Egipt pa se je razprostiral ob izlivu reke Nil v Sredozemsko morje. Beseda faraon pomeni velika hiša, palača vladarja. Faraon je nosil dvojno krono. Bela krona je predstavljala Zgornji Egipt, rdeča pa Spodnjega. Faraon je imel neomejeno oblast v državi in je o vsem odločal sam. Bil je politični in verski voditelj. Ljudje so verjeli, da je poosebljanje božanstva. In ker so bogovi brez napak, je bil tudi faraon nezmotljiv. Faraon je bil lastnik vse zemlje, polj, rudnikov in kamnolomov. Upravljali so jo njegovi uradniki. Čeprav je bil faraon za navadne ljudi nedosegljiv, pa je imel do njih veliko odgovornost. Moral je poskrbeti za preskrbljenost vseh prebivalcev. Zato so v Egiptu v skladiščih zbirali žito, ki so ga v sušnih letih delili prebivalcem. Faraoni so vedno upodobljeni s simboli svoje moči. V rokah držijo kavelj in bič, na glavi nosijo krono in umetno brado. Faraoni so dali zgraditi mnoge veličastne zgradbe, na primer templje, v katerih so častili bogove, in piramide, ki so bile njihove grobnice. Nekateri faraoni so še posebej znani. Faraonka Hačepsut iz 15. stoletja pred Kristusom je vodila državo v imenu svojega posinovljenca. Več kot 20 let je bila najmočnejša ženska v egiptovski državi. Dala je zgraditi mnoge templje. Faraon Ehnaton iz 14. stoletja pred Kristusom je opustil tradicionalno mnogoboštvo in uvedel verovanje v enega boga, sončnega boga Atona. Njegova žena je bila kraljica Nefretiti, poznana po svoji izjemni lepoti. Tutankamon iz konca 14. stoletja pred Kristusom je zavladal star komaj 8 let, umrl pa je 10 let kasneje. Leta 1922 so odkrili njegovo dragoceno posmrtno masko iz čistega zlata. Ramzes II. Iz 12. stoletja pred Kristusom velja za najmogočnejšega faraona. Vladal je več kot 60 let. V počastitev pomembne zmage nad Hetiti so mu posvetili tempelj v Abu Simblu.
V preteklosti so ovce strigli, ker so njihovo volno uporabljali za oblačila in izolacijo stavb, zato je imela velik gospodarski pomen. Danes, ko je na voljo veliko umetnih materialov, pa se uporaba ovčje volne zmanjšuje. Kljub temu moramo ovce vsaj enkrat letno ostriči, saj volna sama zelo počasi odpada. Neostrižena volna lahko na živali splesni in je vir okužb ter odlično leglo za zunanje zajedavce. Z rednim striženjem skrbimo za dobro počutje živali in ob tem pridobimo še naravno surovino za izdelavo različnih uporabnih in okrasnih izdelkov. Ovce strižemo v toplem vremenu, saj se ob hladnem vremenu na rezilu škarij nabira kožna maščoba, kar otežuje striženje. Strižemo lahko le suhe ovce. V deževnem obdobju morajo biti zato predtem dovolj dolgo v hlevu, da se posušijo. Strižemo lahko z ročnimi ali električnimi škarjami. Obstaja več različnih načinov striženja. Pri pravilnem striženju je koža lepo napeta in ne prihaja do poškodb. Strižemo čim bolj ob koži. Striči začnemo na predelu prsnega koša, nadaljujemo po trebuhu, okoli vimena in po notranji strani stegen. Ovca je pri striženju lahko v različnih položajih. Ko ovco ostrižemo, z razprostrtega kožuha takoj odstranimo nečiste dele z območja repa, nog in trebuha. Odstranimo tudi druge nečistoče, znoj, zemljo, prah, blato in slamo. Ko sortiramo volno, moramo vedeti, da ta po telesu ovce ni povsod enake kakovosti. Za izdelavo oblačil potrebujemo daljša vlakna, takšna so običajno na predelu pleč in vratu. Manj kakovostno volno pa uporabimo pri izdelavi visokih gredic za izolacijo in podobno. Živjo, to je Lucy. In jaz sem Mojca. Lucy je iz Zambije. In tudi jaz rada potujem. Odslej bomo skupaj potovali po pisanem svetu slovenščine. Rada imam žirafe. So tako lepe in tihe živali. Opice kričijo, nilski konji sopihajo. Žirafa pa s sprejetim jezikom nemo nabira listje in si misli svoje. Ampak ljudje nismo žirafe in zato se radi oglašamo. No, slovenski knjižni jezik pozna kar 29 glasov in zanje imamo 25 črk. Samoglasniških glasov je 8, zapisujemo pa jih s 5 črkami. Naprimer, A kot ata, I kot v besedi polica, U kot v besedi obutev, široki E kot pri metla, ozki E kot pri metka, široki O kot v besedi lonec, ozki O kot v besedi kot in še polglasnik kot v besedi dež. Soglasniških glasov je 21. B, C, Č, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Š, T, V, Z in Ž. Poleg 20 glasov, ki jih zapisujemo z eno črko, imamo še glas Dž, ki ga zapisujemo z 2 črkama, kot v besedi madžarski. Poznate madžarsko mleto papriko? Odlična je za golaž. Samoglasnike pa lahko tudi naglašujemo.
To pomeni, da ponavadi en samoglasnik v besedi izgovorimo močneje oziroma s poudarkom. Na primer v besedi opica je glas O bolj poudarjen kot druga dva samoglasnika. Opica, opica. Večina besed v slovenskem jeziku ima en naglas. No in da ne bomo kričali kar tako tja v dan kot opice, se lahko naučimo še eno pomembno pravilo pri izgovorjavi besed. Besede s, z, k in h vedno izgovorimo skupaj z besedo. Na primer, s prijateljico, z žirafo ali pa k šoli, k konju. In jaz nazaj k žirafi. Sem ti že povedala, da si moja najboljša prijateljica? Le hitro ponovite vse črke in glasove, da boste malo bolj zgovorni kot žirafe. Se vidimo.